Lep dober večer, vsem skupaj. Ja, je dober večer. Naj vam povem, da sem prišla šele, ful je bila gužva na cesti in sem še danes mogla nekam iti. In komaj, da sem lovila uro 20:20. Danes imam temo, ki sem vam obljubila, da bom govorila o tem, da grem jutri na šamansko šolo. Ampak bistvo vsega tega je, ne da povem, da grem na šamansko šolo, ampak kako sem se prvič srečala s šamanskimi obredi. Takole, danes vam predlagam, da če imate kakršnokoli vprašanje zame, mi ga napišite spodaj. Zdaj, na nekatere bom odgovorila, na nekatere pač ne bom. Ne bom, odvisno od časa, koliko ga bomo imeli. Danes sem si tako odločila, da se kar prepustim in da vam povem, zakaj sem to naredila, kako sem se srečala s to preobrazbo in zakaj mislim, da bi bilo dobro, da bi čisto vsak od nas vsaj enkrat šel na en šamanski obred. In zakaj se mi zdi, da je to nekako, da sem poklicana za to, da tudi peljem voditelje tja ali vse tisti, kateri vodijo ljudi, da se soočijo in da se srečajo s tem, ker ko se srečajo sami s seboj, se srečajo tudi potem, vidijo lep pozdrav Pavla, vidijo tudi tiste stvari, katere so dobro delali in tiste stvari, katere mogoče malo manj so dobro delali in poskušajo narediti spremembo. Najprej naj povem, da ko ljudje pridejo k meni, stranke, ko se odločijo pridejo k meni, pridejo ponavadi zaradi tega, ker sem delala v skazi, ustvarjala, še vedno mislim, da veliko znam zaradi tega, ker vem, kaj vse potrebuje eno podjetje, da je lahko dobro, uspešno, predvsem pa, da lahko raste. Ampak vedno se pa potem dotaknemo tiste teme, ki je najbolj pomembna. Kako pomagati osebi, da ona postane boljša oseba in s tem, ko ona postane boljša oseba, potem tudi lažje pomaga drugim, oziroma ne lažje pomaga drugim, bom drugače rekla. Ko ti postaneš boljša oseba, ljudje hodijo do tebe, ljudje se želijo učiti od tebe, ljudje želijo te slišati. In na nek način tudi ti znaš potem poslušati, slišati, predvsem poslušati. Kaj je tisto, prvo sem mislila, da bi bilo fajn, da imam glasbo, ampak zdaj pa vidim, da ne, da me kar malo moti, ker jaz jo slišim bolj glasno, vi jo pa po moje sploh ne slišite na drugi strani. Ponavadi se to tako pol, te dve stvari ne gresta skupaj. Ok, 3 leta nazaj, če bi me kdo vprašal, ali sem oseba, ki bi se odločila iti na nekaj takšnega, bi rekla absolutno ne, to pa sploh ni zame. Ampak v vsakem primeru, če se vrnem nazaj, če se vrnem res veliko let nazaj, jaz sem tista, ki sem pobožna na nek način, ne hodim v cerkev, ampak verjamem v Boga, vsako jutro tudi preden sem delala te zahvale in tako, sem vedno rekla, Bog, danes mi nameni to, vedno sem se nekako vračala Bogu, tako se mi je zdelo, da je nekdo zgoraj nad nami, ki nas vodi, ki nas pelje na nek način, kljub temu, če sem zelo bila mislim tako zemeljska. Čeprav je moj mož že dolgo let vedel nazaj, da jaz sem tisti vesoljček, ki včasih grem gor, pa me pa on malo za noge dol potekne, da pridem nazaj. No, kakorkoli, pred 3 leti pa sem imela priložnost se srečati in nagovorila me je ena izmed mojih prijateljic in mi je samo rekla, da če ji zaupam, potem naj speljem to in naj speljem tako, da bo vse ok, tako kot je prav, da je. Tako kot pravim, jaz sem tudi oseba, ker nimam rada nobenih tablet na splošno, kar je, če le poskušam, edina tableta, katero je zdaj vzamem, je moja Lekadol. To je tabletka, katero jaz rečem, če pa le možno, pa poskušam vse nekako rešiti brez tablet. In raje ugotovim, da je to vnotr v nas nek izziv. In kar je res, to ti tudi na obredu pokaže. No, in najprej sem se srečala z obredom ljubezni. Obred ljubezni je nekaj, kar se mi je zdelo, to je bilo tisto, kar, veste, ti strah, v kaj se sploh spuščaš. In takrat, ko sem doživela obred ljubezni, ki sem doživela, bom drugače rekla. Prvič sem začutila tisto polno ljubezen in prvič se mi je zdelo, tako kot pa vam zdaj povedala, da sem prišla domov, da sem prišla domov, da mi je krasno, da je nekaj, da vse zmorem,
da se imam rada. Predvsem sem začutila tako polno ljubezen notri v sebi. In zdelo se mi je tako, da ni ene stvari na tem planetu, ki jo jaz ne bi mogla uresničiti. In mogoče, da mi je to tudi dalo krila, da sem zaradi tega dosti bolj samozavestna, da sem pristopila in sem začela snemati videe, da sem se odločila narediti korak in iti samostojno pot. Marsikdo to se ne odloči, zaradi tega, ker veste, kako so kot delodajalci, potem tudi marsikdo od vas me še vedno vidi, vse, kar vidite samo, da mi napišete, wow, smo izkoriševalski in tako naprej in gor dol. V resnici pa še vedno mislim, da vsi tisti, to bom tudi danes povezala, mogoče službo, ko boste začeli gledati na svojo službo ali pa na svojega delodajalca kot nekoga, ki vam daje regres, ki vam daje plačo, ki vam daje varnost zaradi tega, da lahko greste v zdravstveni dom in če ste karkoli bolani, ki vam daje, vso tisto opremo, ki jo potrebujete, ki vam daje na nek način znanje, da vi lahko rastete, da ste vsako leto lahko boljši, če želite, takrat se vam bo življenje spremenilo. Če pa vidite, da je vaš delodajalec izkoriščevalski, tudi ko boste zamenjali službo, bo tam še slabše, pa še slabše, pa še slabše in to vam lahko danes, tako kot tukaj sedim, zagotavljam 100%, ker to pa sem se že povezala zdaj in z rastlinami, da lahko v to tudi verjamem. To, kar govorim, da čist iskreno verjamem, tako kot da bi gore premikala. To pomeni, bolj ko boste začeli spoštovati, ampak to bom skozi zgodbo. Dajmo skozi zgodbo povedati. No in ko sem to že doživela, ko je bil prvi obred pri meni tako, sem ga doživela tako s polnim srcem, ne znam sploh opisati, to je bilo nekaj najlepše darilo, ki mi ga je prijateljica dala. Pravim, to je nekaj, kar nas bo povezovalo skozi. Jaz mislim, da tudi na smrtni posli se bom spomnila na njo in prepričana sem, da vse ljudi, katere jaz peljem na obred, kateri grejo potem z mano na obred, bojo tudi oni z mano ostali povezani do konca svojega življenja. Zaradi tega, ker čisto vsakemu do sedaj se je življenje spremenilo. Čisto vsakemu. Zato lahko danes suvereno povem, vsi tisti, ki so šli z mano, so prišli srečni domov in ne samo srečni, začeli so gledati na življenje čisto drugače. Predvsem pa z nekim poudarkom, s hvaležnosti, s tem, da najprej se zavedamo, kaj v resnici smo, kaj smo ustvarili do sedaj, koliko smo daleč prišli, zakaj je potrebno kar naprej imeti še to, pa še to, ali pa tako, kot sem danes v dopoldanskem videu povedala. Mogoče sem si želela kot majhna deklica postati uspešna poslovna ženska, pozabila sem pa na vse ostale vloge in leta 2015, ko sem začutila, da vse imam, nisem imela ničesar. Nisem bila srečna kot žena, nisem bila srečna kot mati, nisem bila srečna naprimer kot samostojno, sem bila prazna navznotri. In kar naenkrat sem videla, da ni vloga samo v službi, ampak da so pokrite tudi vse ostale vloge. Moja vloga kot mati, moja vloga kot žene, moja vloga kot hčerke, moja vloga kot sestre, ko imam zlatega brata, potem vloga prijateljice in tako naprej. No, in takrat, ko to doživiš, ko doživiš neko tako globoko spoštovanje, ja, moja Nika, globoko spoštovanje najprej do rastlin, do tistega, kar nam je mati narava dala. In zato tudi povem, da vsakič, veste, včasih, ko sem šla v gozd, je bilo to nekaj čisto drugačnega, kot danes, ko grem v gozd. Vsakič, ko stopim v gozd, gledam, kako drevesa rastejo, kako listki rastejo. Danes opažam čisto vse druge stvari, kako se kaj prebuja. Po zimi sem gledala, kako je šlo spat, pol spomladi, kako se je prebujalo, danes gledam, kako cveti in danes sem srečna, danes začutim veter, kako pihlja, zaslišim ptičke, slišim različne ptičke in tako naprej. Ampak cilj vsega tega je, ta obred vas pripelje do tega, da resnično začnete imeti radi sebe. Kajti marsikdaj slišim, ko mi rečejo, joj, sploh me nima rada, ali pa sploh mi ne namenja pozornosti, ali pa obratno, moški, ženska, vse eno, ne glede na to. Tako dolgo, dokler mi nimamo sebe radi, niti ne moramo vedeti, ali nam tisti partner lahko ponuja ljubezen, ali nam daje ljubezen, ali nam ne daje ljubezen. Ponavadi pa je tako, da če mi ne čutimo te ljubezni, niti ne vemo,
kakšna naj bi bila. In ko mi čutimo to ljubezen, jo potem tudi znamo dati in ko jo znamo dati, jo tudi dobimo nazaj. Vedno se vse začne pri nas. To je res, res, res. To so tiste knjige, ki jih marsikje pišejo. Wayne Dyer zelo lepo napiše. Če imaš kilo pomaranč, ne moreš jih dati 10 kil pomaranč nekomu, ampak lahko da samo kilo. Isto je z ljubeznijo. Toliko, koliko imaš ljubezni, toliko lahko daš. In če imaš veliko ljubezni, lahko veliko ljubezni daš in toliko ljubezni boš dobil nazaj. No, ampak po tem obredu ljubezni, ki je res, tako kot pravim, tudi ljudje, kateri grejo z menoj na obrede, grejo ponavadi, zato z menoj lahko grejo samostojno ali lahko grejo z mano. Če grejo z mano, grejo ponavadi s tem namenom, da jih tudi peljem skozi proces, to pomeni, da postavijo pravo namero, da potem integrirajo te stvari in dejansko pri obredu ljubezni se ti dejansko sooči s svojo resnico, sooči se, kdo v resnici si. Jaz sem na prvem obredu ljubezni najprej dobila polno ljubezni, potem sem pa dobila neko potrditev, da sem vredna, da sem veliko naredila, da je to ok, da sem že ogromno naredila. Ker če ne, sem prej skozi stala, kaj še. Vedno se mi je zdelo, če sem iskrena, da nekaj ni dovolj, da to ni dovolj. Vedno, karkoli je bilo, ko smo končali, dejansko bi lahko rekla, da nisem znala nikoli uživati na poti. Danes rečem mojemu otroku, da si želim, da najde punco ali pa da najde deklico, ki bo imela radost v sebi. Naj čim bolj je srečna, naj se čim bolj rada zabava, naj ima to noter v sebi, ker ga bo to poneslo še naprej. Imam občutek, da vsa leta mi je manjkala ta radost in da sem jo to šele z obredom ljubezni dobila. In ta obred ljubezni mi je najprej pokazal, da sem se soočila z resnico, da življenje ni takšno, da je vedno borba, ampak da življenje je nekaj lepega in da vsak del poti je potrebno uživati. In vsaka moja iskrica, ki jo napišem gor, jo ne napišem samo zato, da jo preberete, pa zato, da bi jo vzela iz nekega zvezka ali pa kakorkoli. Napišem jo z namenom, da jo preberete, da jo začutite, mogoče kakšno izpišete in da jo znate podoživljati. Ponavadi vam pa napišem kakšne take iskrice, takšne, ki so dobre zame, ali so bile prejšnji dan, pa potem jo vam dam, ker je meni pomagala. No, in ko se soočite najprej z resnico, začnete na življenje gledati čisto drugače. Vidite, da kaj vas v resnici osrečuje, da vas lahko, da ne bom zdaj tako rekla, ne vem, spomnim se, ko sem bila stara, jaz od 22. leta imam denar, imam to, da se imam lepo, kar pomeni, lahko si privoščim stvari, tiste, katere sem si želela. Ampak niso me pa nobeno od te stvari me ni osrečevala. Nobeno od te stvari me ni osrečevala. Bilo mi je lepo imeti, ampak osrečevalo me je pa čisto nekaj drugega. Ko sem bila mogoče na morju, pa sem hodila po hribu, resnično se je potrebno odločiti, da bomo srečni in na to delali. Ja, zelo lepo, draga Doroteja, točno to. Z velikimi črkami napisala odločiti, ko se odločimo. Ampak včasih smo pa potisnjeni v rob. No, in ponavadi pride do tega, da te gospe ali pa rečemo gospodje, ko pridejo k meni, oni so potisnjeni, z njimi se nekaj dogaja, to pomeni prihajajo v neko tranzicijo, v neko transformacijo, nekaj se dogaja, pa ne vejo kaj. In potem, ko se dogaja nekaj drugega, vem, da je najboljša rešitev jih peljati na obred. Ampak pred obredom je pa vsekakor pomembno, da mi zaupajo, da se mi odprejo, zato se dobimo, zato imamo Zoom, določimo namero in verjeli ali ne, pol na koncu mi kar naenkrat vsi zaupajo, se mi prepustijo in se me prepustijo vodenju, da grejo skozi to. No, ampak da se vrnemo nazaj. Obred ljubezni je bil eden izmed tistih, ki mi je pokazal, da imam polno ljubezni in da je skrajni čas, da začnem to ljubezen dati in pokazati najprej možu, pol otrokoma, potem pokazati mami, bratu, sodelavcem, tašči, da začutijo to mojo ljubezen noter v meni in da naj jo nič ne skrivam, da bolj kot bom kazala, da do mene ne bo ranil, da samo dobila bom nazaj še več. In res je, bolj ko sem jo oddajala, bolj je prihajala nazaj k meni. No, ampak potem sem se pa soočila
z mogoče najbolj pomembnim obredom, ki ga tudi vi poznate, to je obred ajuaska. Po mojem ste slišali že o ajuaski, to je, pravijo, da je kraljica vseh medicin, res, to je tako top of the top. To bi naš šaman znal tako lepo povedati, ampak jaz bom kratka, ne bom zdaj se poglobila noter v prave te stvari, ampak bom povedala, kaj pa se ti takrat zgodi. Jaz sem na ajuaski bila že mogoče 10-krat, če že ne večkrat, v teh 3 letih, velikokrat. In občutki so drugačni, vsak doživlja čisto drugače ajuasko. Jaz do sedaj sem doživljala jo nekaj kot nekaj najlepšega. Jaz mislim, da smo zelo, zelo povezani in tudi, ko rečem, tako pomeni, da se vidi, da sem mogoče kakšna stara duša in da me Aja ima rada, ampak Aja je nekaj, kar ti pač pomaga, da očistiš, da ozdraviš svoje težave, ki jih nosiš v sebi. Kako jaz gledam, s kakim spoštovanjem gledam šamane, ki so zdravilci, in s kakšnim spoštovanjem gledam zdravnike. Pri obeh gledam z velikim, velikim spoštovanjem, ampak pri zdravnikih, kadarkoli moram iti v zdravstveni dom ali pa v bolnico, po mojem, zato ko sem bila majhna deklica, sem bila dosti bolala, sem imela šum na srcu, mi je vedno tako grozno iti v zdravstveni dom, tisti von, ki ga voham, ali pa v bolnico, ampak z velikim, velikim spoštovanjem, resnično. In kadarkoli, naprimer, če zdravnik reče, je za mene sveto, res je sveto, on se je učil, on je študiral, on je toliko let hodil v študijo, res. Ampak poskušam pa čim manjkrat iti, če je le možno, ne vem, včasih pogledam, če imam še zdravnico ta pravo, kako pa doživljam šamane ali zdravilce. Zdravilci so pa res tisti, ki pa res ozdravijo in grejo v globino in zdravijo in to je njihovo delo in poskušajo ne samo površinsko nam povedati, kaj je, ampak nam poskušajo pokazati, da očistijo, da greš skozi celoten proces. Na nek način pri Aji doživiš novo rojstvo. Res tisto novo rojstvo, kjer spoznaš življenje čisto drugačno. Ne vem, jaz sem definitivno, kar mi je tudi pomagalo pri tem, da sem spustila otroke, da sem se zavedala, da otroci niso moja last, da če jim dam na primer vrednote, če jih poskušam usmerjati. Tako da vse tiste knjige, ki sem jih včasih brala, pa sem jim sledila, pa sem bila včasih čim bolj sledena tem knjigam, kdaj pa naj, vam moram povedati, da zelo, hvala. Mislila sem, če je kako vprašanje, da potem še pogledam. No, in takrat sem tudi začela doživljati to, da sem preveč težka, da sem prezahtevna do sebe in to, kar si prezahteven, to dobiš. In danes mi je ena gospa napisala v prvi video, upam, da me slišite, ker ne vem, zdaj sem malo bolj tiha, tako postane malo bolj tiha, ker to, meni se zdi, da sem jaz tam doma in jaz sem presrečna in jutri grem v šamansko šolo in sem en teden v osami in mi je čisto okej in sem bila zdaj en teden v osami z mojim sinom in mi je bilo krasno in super je, krasno, res, ker se poglobiš vase. No, ampak kakorkoli, na Aji pa resnično doživiš tisto razsvetljenje, ali pa nekdo reče neko novo rojstvo. Moj mož je rekel, da je doživel novo rojstvo, da se je na novo prebudil. In takrat resnično začneš gledati na svet čisto drugače. No, in zdaj se bom dotaknila tega. Resno mislim, da sem na momente bila v službi preveč zahtevna, zato ker sem bila tako zahtevna sama do sebe, nikoli dovolj dobra, veste, kar naprej tisto. In ta vzorec te spremlja in ga tišiš naprej in želiš še in še in še. In pol na koncu več ne veš, komu se dokazuješ. A se dokazuješ sebi, a se dokazuješ možu, a se dokazuješ ljudem. In pol na koncu vidiš, da ljudje samo prihajajo v službo, samo zadelajo in to ni okej. In potem sem šla na prvo Ajo in sem videla, oh my god, ko si odprt in vidiš in se ti življenje čisto drugače obrne. In si želim, in takrat smo pol tudi uvedli 6-urni delovnik, ne več, ne želim več imeti, to meni ni več cilj, da ljudje samo delajo. Cilj je, da ljudje začutijo, da delajo s dodano vrednostjo. Cilj je, da on se zaveda, da ni prišel v službo odštempljati tistih 8 ur, ampak da je prišel,
da bo neko dodano vrednost dal. In to je naredilo totalni mes pri ljudeh, ko se zdaj to dogaja. Če sem iskrena, pri ljudeh je to sprožilo, da najprej niso želeli imeti 6-urnega delovnika, ker se jim je zdelo, da bo to premalo časa, da bojo ful premalo, da rabijo 8 ur. Potem sem si želela, no seveda zdaj jim super odgovarja, pa jim je fajn. Potem sem si želela, da ne želim, da hodijo na 101 predavanje, da kar tako hodijo nekam, ampak da naj začnejo samo za božjo voljo poslušati sebe. Ampak seveda, če sem jaz iz enega planeta in oni iz drugega planeta, oni to ne vidijo. In ni bilo kaj drugega, kot pa da peljem vodstvo na Ajo, na Ayahuasko. In to je nekaj, kar se mi zdi, a veste, zato pravim, toliko seveda živimo v materialnem svetu, kjer se dokazujemo, kjer tudi kažemo dobri rezultati, kažemo, naprimer, podjetje je prav, da raste, potem prav je, da se ljudje razvijajo. Ampak, če se ljudje, ja, Pavla, tudi v Sloveniji se delajo bredi. Ja, v Sloveniji se delajo bredi. In da se vrnem nazaj. Bilo je tako, bolj ko sem se odmikala, to pomeni, to je bil tudi moj čas, ko sem vedela, da je prav, da izstopim iz podjetja, ampak na nek način sem še vedno zelo, zelo povezana s podjetjem, predvsem z vodstveno ekipo sem povezana, imam izobraževanje za vse zaposlene, ampak vodstveni ekipi je pa tisto, kar sem pa nekako čutim, da je to moj mišljen, da je to moj mišljen, da če dajem drugim direktorjem, komu bom pa dala, če bom dala mojim najbližjim. Želela sem jim pokazati, ker so se gnali, pa so hoteli, pa še, pa sem rekla, fuck, moj vzorec nikoli ni dovolj dobro, dajmo še, pa dajmo še pokazati, pa dajmo še, pa kaj bi še. In potem, ko smo šli na Ajo, smo ugotovili, da če ne delaš nekaj, kar ti srček zaigra, če ne delaš nekaj, kar je dobro za okolje, to pomeni, da res, a veste, ko mi kdo reče, to me najbolj strese, ko mi nekdo reče, plastika skaza, pa onesnažuje. Mi že od leta 1999 ne onesnažujemo okolja. Mi ne delamo z materiali, enkratnimi materiali. Mi nimamo nič enkratne plastike. Pri nas ni nič. Pri nas kvečemo še te tale lonček, ko ga boste uporabljali, ga lahko ponovno zmlejemo in naredimo nov produkt. To pomeni, in takrat sem želela, da absolutno, ja, zdaj takole, vsi tisti, ki me sprašujete, tako bomo se zmenili. Jaz bom delila z vami zgodbo o bredu, tisti, ki boste pa želeli mogoče malo bolj podrobno, pa naši šamani ne želijo, da jih izdam, želijo, da ostane tako, da ko boste želeli, tisti, ko bo želel, bo dobil od mene kontakt, se bo priklopil na moj messenger, bom mu poslala, bom povezal, boste lahko šli samostojno, eno brede izvajajo samo skupaj z mano, ene pa samostojno, ampak drugače pa želijo ostati še mogoče malce anonimni na način, ampak da vam povem izkušnjo in skozi to izkušnjo vam, tako kot pravim, do sedaj ni bilo še ene reklamacije. To pomeni, da čisto vsak, ki je šel z menoj, je tudi prišel zadovoljen in srečen nazaj in se potem tudi odločil za drugi obred. In čisto vsak se spomni name, čisto vsak napiše, da je to nekaj, kar mu je totalno spremenilo življenje. Jaz resnično, res, a veste, ko mi kdo reče, ali pa zdaj, ko je bilo napisano, za križarjenje, ki grejo, ki je cena 1500 evrov. No, en tak obred stane 1000 evrov. Da malo približno vemo, okrog 1020 evrov, plus DDV, to je 3-dnevni obred, petek, soboto, nedeljo, to pomeni vse, hoteli imate vse je tam, vse tako, kot se spodobi in nazaj prijete takšni, ki vam v življenju ni žal da denarja. V življenju, to je največja naložba. Naj vam tudi povem, da določeni vzamejo individualni obred, ker stane dosti več in je to njihova najlepše darilo. Takega je vzel tudi moj mož za rojstni dan. To mu je najlepše darilo. On vedno pravi, da so mu to najlepša darila. Ok, da se vrnem nazaj. Ko sem peljala moje sodelavce, zdaj smo pri izobraževanju, mogoče bi se še dotaknila tega. Namenili smo, res se moram dotakniti tega,
Marsikdo si kupi ne vem kako drago obleko. Marsikdo gre na ne vem kako drage počitnice. Marsikdo gre, ne vem, kupi si krasen avto, Rolexa, kakršnokoli zadevo. Mojemu možu so Rolexa ukradli na Tenerifih in od takrat ne rabi nobenega Rolexa. On je ful zadovoljen z iPadom, mislim, to iWatch uro in je presrečen in je to, kar potrebuje. Toliko malo pa smo pripravljeni nameniti zase. Toliko malo, da postanemo boljši ljudje. Toliko malo, da se vsak dan zbudite srečni. Toliko malo, da vsak sleherni dan vidite hvaležnost na vsakem koraku. Že to, da danes vidite, da imate roke, noge, naprimer, da ste srečni, da lahko greste v službo, da imate službo, da lahko v službi ustvarjate. Marsikaj se vam totalno spremeni. Spremenim se vam pogled in ko začnete biti hvaležni, vam samo prihaja. Obilje samo prihaja iz vseh strani. Po moje sem mogla celo življenje biti hvaležna zaradi tega, ker imam obilja in sem srečna, kakšne imam sodelavce. In ko sem peljala moje sodelavce na ayahuasko, so oni takrat prvič doživeli tisto, ko so rekli, aha, zdaj zastopimo, ne rabimo se boriti za stranke, stranke pridejo. Če je produkt narejen, da ima neko zgodbo, da je pokrit s poslanstvom, da je nekaj, kar boste naredili, da boste vrnili nekaj naravi, da boste naredili nekaj dobrega za ljudi, ne rabite se bati za stranke, stranke bojo prišle, res, in se boste odprli za to. Začeli boste razmišljati, ali delate stvari, ki so dobre za okolje, za naravo, za vaše otroke. Začeli boste razmišljati, ne samo gledati nase, ampak boste si ta krog vas se bo razširil. Pa se bo najprej razširil na vašo družino, pa pol malce širšo družino. Ne bo vam vseeno, ali se pogovarjate s sestro ali z bratom ali ne. Pomembno vam bo, da se. Kajti takrat spoznate, da če se vi pa vaš brat ne pogovarjate, če se midva z Goranom ne bi pogovarjala, ta isti vzorec lahko prenesem na moja dva sinova. Zakaj bi to delala? Evo, in ti obredi so mi pomagali, da si lahko zaupam, da vsak sleherni dan, karkoli počnem, verjamem v to, kar počnem in delam samo to, kar počnem. In ko čutim, ko imam na drugi strani stranke, ker stranke so tako enake kot sem jaz, se ne more biti drugačne, vedno zapomnite si to, vedno imate v kolektivu enake, podobne ljudi kot podobne kot ste sami. Pomeni, danes mi je ena draga gospa napisala, da bi bilo dobro, da odprem enkrat temo o odnosih. Pomislite, zakaj ste prišli v takšen odnos. Poglejte, kaj se je zgodilo, da ste v takem odnosu. A to pomeni, da je skrajni čas, da poveste nekaj, da izrazite svoje mnenje, če imate na drugi strani ljudje, kateri, ne vem, so taki in drugačni. Ker vsak, ki je zraven vas, ki je okoli vas, ali je to vaš nadrejeni, ali je to vaš sodelavec, je prišel v vaše življenje z namenom. Jaz danes ne bi o tej temi veliko časa posvečala. Seveda, potem, ko enkrat greste na ayahuasko, potem pol veliko kaj spoznate, čeprav vsakemu predlagam, da pred ayahuasko naj gre na obred ljubezni, zaradi tega, ker takrat dobite sočutje, dobite spoštovanje, začnete se ceniti, mislim, imate se radi in potem na ajo. Aja je mogoče malce težja, malo bolj naporna, meni ne. Do zdaj 10 ajah je vsaka aja bila lepa, zdaj to ne rečem, da niso bolečine, seveda so bolečine, sem jih že sama znam predelati. Po moje sem imela toliko bolečin že sama noter v sebi, da to sama znam opraviti. Tako da ne rabim ne bruhati ali pa karkoli drugega. Gre se za to, da je čas, res je čas, da začnemo odpirati srčke, da začnemo zdraviti te naše bolečine, ki so največje. To pomeni jeza, sovraštvo, ljubosumje, zavist, ne vem, nemoč. Te stvari mi ne da zdravimo, naprimer, ko rečemo križ me boli, aha,
to imam, ono imam, vse to je izvor naših občutkov, naših ran, ki jih imamo v sebi. In ajuaska to pozdravi. Ajuaska še pozdravi marsikaj drugega. Meni, kaj je pozdravila? Meni je definitivno pozdravila najbolj to, da me je dala v sočutje in da, to me je že dala, naprimer, obred ljubezni, ampak ta del, da vsako osebo, katerokoli sprejmem, jo sprejmem takšno, kot je. Ne obsojam nikogar več, tudi tisti, ki mi napadajo, tudi tisti, ki dajo tako. Ponavadi take tudi zraven mi dajo vzamem, zaradi tega, ker potem so najsrečnejši in ker doživijo in spoznajo, ker je nekaj noter v nas. Poglejte, če kot majhen otrok vas je nekdo zmerjal in vas je zmerjal in vi niste smeli, niste mogli reči ne, ali pa ste mogli biti kar naprej, ti bod. In zdaj ste stari 40 let ali pa 50 let. In si predstavljate, kolikrat vam je nekdo rekel, naj bo tiho, ti nič ne znaš in nisi mogel govoriti. In potem si izrastel, ko si bil pa že pol 29 let star, pa tak nisi smel, ker takrat si bil pa že tak fant, pa si pa mogel najti si krasno punco, ali pa obratno si mogla najti krasnega fanta in takrat nisi mogla dati ven sebe. Koliko takih skritih občutkov je noter v vas. Jaz se prve ajuaske spomnim. Jaz vam ne znam razložiti, koliko oklepov je bilo pri meni. Koliko oklepov. Jaz sem usta na široko odprla, da sem čutila, kako gre železo ven iz mene, dobesedno, da odpira moj srček. Da se moj srček odpira. In ko se je bolelo me, celo srce me je bolelo, ampak počutila sem se pa lahkotna in je bilo nekaj krasnega, noro lepega po koncu obredu. Čeprav obred traja, seveda, če ti gre ven železo, moraš dati 100 stran te oklepe, katere imaš, je potem nekaj krasnega. Ampak verjeli ali ne, ponavadi, ko sem, peljala sem moje sodelavce, vse tiste, kako poteka obred ljubezni. Ja, je to delavnica 3 dni? Ja, bravo, dobro vprašanje, Katja. Obred ljubezni poteka 3 dni. Vse delavnice potekajo 3 dni, od petka pa do nedelje. Petka do nedelja. In vse, kar je tudi pomembno zvedeti pri tem, da en teden pred tem ste na čisti veganski dieti. To pomeni, da ne jeste mesa, ne pijete mleka. Veste, kaj vam dovolijo? Dovolijo vam jajčka. To je edina stvar, katero lahko jeste, medtem ko drugače pa telo čistite. Dajete pretočnost, dajete mu pretočnost. In večjo, kot imate pretočnost, lažje vam je in boljše vam je, bolj doživljate. In evo, to je 3 dni, vse traja 3 dni, od petka do nedelje. Od petka do nedelje ste z mano in šamani. Spite v skupnih prostorih, tako da jaz se opravičujem, spite tudi po 3, pa vam je super, pa vam je krasno, včasih ga prespite v templu, pa nam je tudi krasno, pa se imamo krasno lepo in tako naprej. No, ampak kakorkoli, da se vrnem spet nazaj na Ajo. Ajuaska, ja. Zato, ko vidim koga, ko me kdo napada, ali pa zdaj, ko sem bila na morju, da na morju sem bila v osami. Osami, kaj pomeni v osami? Umakne se malce drugam, to pomeni ne druži se z ljudmi, odruži se samo s svojo družino. Imela sem mlajšega sina, z mlajšim sinom smo šla na dopust. Ta starejši bil prejšnji teden, malo smo se zamenjali, pa smo šla pa midva. Ja, kdaj bo naslednja delavnica? In sicer pri meni lahko pogledate obredi in tisti, kateri imate željo, lahko si malce preberete na moji spletni strani, imate čisto vse napisano, imate tudi določene termine postavljene, vzamemo samo 12 ljudi, tako da samo 12 gre, več kot 12 ne gre. Nekaj terminov, nekaj je že polnih, tako da za september se mi je že kar napolnilo in za obred ljubezni in za Ajo, tako da tisti, ki boste želeli, mi kar lahko se vpišete noter, pa boste pol tudi dobili malo več drugih stvari, drugih več informacij. Ok, ampak kaj je potem pomembno? Ja, ful je lepo, če bo mogoče katera delila od teh, ki so bili z mano, ali pa delil kakšen moški, ne vem, ali bojo želeli, da napišejo, kako so se počutili, lahko boste tudi prebrali na malce testimonijo na moji spletni strani, kakšni so občutki, ko greste na obred ljubezni. Vsekakor v prvem primeru, ko gre oseba z mano, ne gre na ajuasko najprej, ampak gre na obred ljubezni. Zaradi tega, da se res začuti tista polna ljubezen, sočutje, spoštovanje, kaj ne rečem, vse tisto, kar je pač, kar spada zraven, radost.
to sem pozabila, to, kar sem najbolj pozabila. Radost, srečo, na veliko. No, pri Aji pa vsekakor podoživljate malce drugače, začutite, da ste tukaj prišli z nekim poslanstvom. Mogoče, če je vaše poslanstvo, a veste, vsak nekaj hrepeni po nekem poslanstvu, kaj bi želel postati. Ja, kaj pa, če je mogoče, da res, kot ena naša sodelavka reka, pa ni moje poslanstvo samo, da pridem in da nasmejem moje sodelavce. Ja, mogoče pa je to super krasno. In s tem, ko jih nasmeješ, potem lahko delate krasno, ustvarjate krasne zgodbe. Evo, veliko bi vam še želela povedati, ampak se ne vem, bolj sem želela dati poudarek na to, ko sem jaz to začutila pri sebi, sem vedela, da bi bilo prav, da gre čisto vsak voditelj, voditeljica, čisto vsako vodi ljudi. In danes imamo 101 izobraževanje, my God, jaz to prvo, kar bi naredila, dragi moji, začnite se sabo ukvarjati, ne rabite instant receptov, ne rabite, ker je vsak unik, čisto vsak od nas je posebna oseba, vse kopije so zasedene, čisto vse. To pomeni, postanite svoja blagovna znamka, dobili ste ime, priimek, delajte, ravnajte po sebi, delajte na svoj način, dajte začutiti, evo, jaz se grem zdaj učiti 9 dni, 9 dni še bolj se spustiti vase, tako da spustiti vase, pogledati, kako lahko še bolj pomagam ljudem. Bolj ko pomaga sebi, pomagaš tudi drugim, tako da ljudje pridejo k meni po nekaj, odidejo domov pa čisto z nekimi drugimi stvarmi. Ja, v življenju bi vam predvsem predlagala, saj sploh ne vem, kaj sem vam povedala, kaj nisem. Prvo zaradi tega, ker ne smem preveč povedati, ne smem premalo povedati, sploh ne vem, kaj lahko, kaj ne. Mogoče še za konec, najbolj pomembno, kar je. Sreče, notranjega mira, strasti vam nihče ne more dati. Nihče. Mogoče, ko mi nekdo reče, jaz vse to najdem pri Bogu. Ja, saj sem jaz tudi vse našla pri Bogu. Mislim, jaz sem vedno, moj sin me vedno zafrkava, on vedno reče, pet Bogu, pa ti poda odgovore. Pa jaz rečem, ja, saj grem Bogu, ampak Boga sem vedno verjela. Vedno sem verjela, da obstaja nekaj več, ali je to univerzum. Naj vam povem, moja mama je pravoslavka, moj oče je musliman. In vse, in v Allaha verjamem, in v pravoslavno cerkev, vse cerkve grem, katerokoli cerkev, z veseljem grem, res podpiram vse vere, podpiram nekaj, kar ljudi verjamejo, kar jih vodi, ampak kar so mi dali pa šamani, mi pa nišče ni dal. To je bilo pa nekaj, kar pa je res, dobiš neko drugo razsvetljenstvo, dobiš tako kot pravim, to je pa novo rojstvo, to pa čutiš, to pa dobiš darilo, ker pozdravi svoje bolečine, pozdraviš svojega notranjega otroka, znaš začutiti se kot osebo, ne rabi slediti enemu ali pa drugemu, lahko govoriš tisto, kar misliš, tisto, kar čutiš, da lahko poveš. Tisto, to meni, z nikomer se ne ukvarjam, kdorkoli bo ta video gledal, kako ga bo videl, ampak govorim iz srca. To pomeni, vsak video, ki vam ga posnamem, povem iz srca, tako kot ga čutim, tako kot se mi zdi. Zdaj, koliko je povezan, a so prav oblikovani stavki, to bom prepustila slavistom, ker potem mi mogoče kdo napiše, pa mi kaj napiše, pa sem vesela vseh tistih, ki mi napišete, kako je najtreba stavek drugače vrnati. 9 dni, če bom dobila kakršnokoli takšno sporočilo, ki ga želite, da vam ga ponesem, želela sem se vmes javiti, pa vam povedati, grem izključno na šamansko šolo. Na šamansko šolo, nažalost, sem vprašala, šamanska šola je nabito polna, tako da šamanska šola je ponavadi tako, morate iti najprej na obrede, da lahko sploh greste na šamansko šolo. In na šamanski šoli potem že znate zdraviti mogoče sami sebe, že poskušati čim bolj odkrivati to svoj mišljen noter. Dejansko, čim bolj postajate sočutna, topla, srčna oseba. Tako da vas prvič vidim, zelo ste super, kje je to? Vas prvič vidim, to pa zdaj ne vem, ena mi je napisala, kje je to? Ja,
To je v Sloveniji. Tisti, ki boste želeli več informacij, jutri odhajam, tako da jaz bi predlagala nekaj drugega. Lahko boste šli na mojo spletno stran, zraven jo bom pripela, mojo spletno stran, obrede, da si boste malo prebrali. Če boste imeli želje, se mi javite, to pomeni, pustite vaš kontakt. Zdaj me ni 9 dni, ampak v vsakem primeru bom kdaj bom to pogledala. Ja, kako lepo, ene mi pa napišejo, moja Karolina, zlata. Ene vas tako, jaz si sploh ne morem predstavljati, da ene osebe, ki vas imam tlele na Facebooku, se mi zdi, da smo res že iz prejšnjih življenj skupaj, res prav čutim vas in po moje, ko se vidimo, ko se bomo videle, tiste, ki se še nikoli nismo videle, bo prav zanimivo vas čutiti. A je kakršnokoli vprašanje, to pomeni srečo, notranji mir in strast, ne iskati nikjer druge. In vedno se vprašajte, kadarkoli vas nekaj zaboli, kaj vas je to zabolelo, kaj je še tisto, kar bi bilo prav za razčistiti. Prosim, dragi moji, poglejte v službi, a veste, ko mi napišete kdaj, in gospod mi je zadnjič napisal, da so delodajalci izkoriščevalci in pol je še nekaj žensk zraven potrdilo, ne, glejte, ko delate pri takmu izkoriščevalcu, ste potem tudi vi, lahko pa, da ste izkoriščevalci nekje drugje, lahko, da ste naprimer v prijateljskem odnosu, lahko, da ste v partnerskem odnosu, lahko, da ste pri otrocih. Vez gre od začetka, čakaj, vam bom narisala eno, se ne vem, koliko boste videli, ker imam samo en zelen flomaster, a se vidi kaj, a ne? Vedno se začne. Kdaj mislite, da je ženska oziroma oseba zrela za delo na sebi? Katja. Katja, jaz sem spoznala že punce, ki so že pri 25, jaz sem pa pri 35, čisto odvisno. Jaz mislim, da leta niso tako pomembna, ker naprimer, ko berem ali pa ko spremljam ene moje stranke, ko so čez 60 let stare ali pa ene moje fenice tlele, se mi zdi, kot da smo prave prijateljice, tako, da smo na enaki valovni dolžini. Takrat, ko človek čuti, takrat, ko ga duša pokliče, ko je tako, ko je kdaj malo v mesu, ko se ne najde se v službi, ne najde se z ljudmi, tako, ko misli, kaj je z mano, nisem srečen, kaj me neki, in išče, takrat je čas, da naredi ta korak. In vse premalo damo na osebnostno rast in vse drugo prej damo, pa gremo ono, pa gremo to, pa dej, no, pa križana Marija. Začnite delati na sebi in ko boste delali na sebi, bo učenec, ko je pripravljen, učitelji pridejo in učitelji pridejo naproti, boste videli ali ne, pridejo naproti, postopoma pridejo. Kje je izvor? Ko rečete, moj šef je izkoriščevalec ali pa moja šefica je izkoriščevalka, tule se je nekaj začelo, dajte pogledati, koga vi izkoriščate. A se pri vas dogaja, da izkoriščate svojega partnerja ali partnerko, ali izkoriščate otroke, ali izkoriščate prijatelja, ali kdo vas izkoriščal, ali je ta vzorec, ki se vam vleče naprej in se vam vleče. Jaz sem prepričana, da ljudje, ki so srečni doma, so srečni v službi. Ne more biti samo na eni strani. Ni šans. Zato, ker mi smo bitja s čustvi in jaz si ne predstavljam, Ježuša Marija, 40 minut že govorim, jaz si ne predstavljam, da bi tako, doma se skregala, ja, jaz ko se skregam doma, a vi mislite, da se jaz tudi ne skregam? Mislim, zdaj se manj, ampak ko pa se pa jaz tudi skregam. Če ga ni, pa kje pa si, pa nisi šel, isto tako se skregam. Pa zadiham trikrat, pa rečem, oh my god, kjero čustvo se je zato spet prebudilo noter v meni. To meni, nisem svetnica, da se to tako zgleda. Tudi jaz se skregam z Igorjem in se skregam z otroci. Naprimer, eno krasno temo bi imela, ki bi želela, da vi meni dajete, temo za najstnika, kako najstnika pripraviti, da mu ne bo, da ni vse brez veze, da je vse brez veze. Po drugi strani ga moš pa spustiti. In pa tako se ti zdi, pa bi kar cel dan preležal to posle, to bi bilo čisto v redu.
ne vem, kao moramo biti dolg čas. Pa se mu ni dolg čas, se ima naprave in naprave so ful velik. Ok, da nam zašla. Danes sem odprla to temo predvsem zaradi tega, ker bi si želela, da čim več ljudi gre na vsaj en šamanski obred. Res. Ampak prosim vas, ne sem tako, da greste. To je nekaj, kar je potrebno, tako kot reče moj mož, to je najlepše darilo za rojstni dan. Spomnim se eno damo, ko je šla z mano pred kratkim. Ful je bila smešna, ker ponavadi jaz peljem voditelje, lastnike in tako naprej, lastnike podjetij, lastnice, direktorje in tako naprej. In se je ona javila v skupini in sem prav čutila, da jo moram vzeti. Prav čutila sem tak srček, tak sonček je bila. In ona reče tam, ko se skupina spoznala na Zoomu, pa reče, jaz sem pa čist navadna delavka, pa ni, seveda je komercialistka kakorkoli dobra, ampak ona je čutila, da jo je poklicalo, da mora nekaj narediti na sebi. In si je dala to nagrado in je zato privarčevala, prišparala in jaz sem prepričana, da je to zelo, zelo dobro vložen denar. Zelo dobro vložen denar. To pomeni, ne idem zato, da nekam greste, pojdite nekam, najprej se morate varno počutiti, najprej morate začutiti, ne kar tako zdaj iti gledati. Tisti, ki vas zanima, vas bom, tam, kjer sem bila jaz, tam sem 100% prepričana, da delajo dobro, da delajo kvalitetno, da delajo top of the top, da se počutim varna, da sem jim tako hvaležna za vsak sleherni dan. Jaz jim tako napišem, rada vas imam, tako prav, moja družina, moja druga družina. Potem zelo sem hvaležna vsem rastlinam in ko bi vi vedeli, koliko rastlin imamo v gozdu, koliko imamo v gozdu, bi že od tega bili zdravi, da bi samo nabirali prave rastline, tiste, ki nas znajo pozdraviti. Ok, zdaj pa vidim, Tanja vedno ima zanimive teme, rada te poslušam, hvala vam vsem. Pa rečemo, da bi danes s tem končala. Takole, se bo mogoče kdaj javljala, imam pripravljene za vas tudi kakšne poste, zdaj še naprej, prosim, delajte na sebi, sprejmete se, dajte si napisati, prosim vas, za božjo voljo, SWOT analizo, napišite si vaše pluse, vaše minuse, tiste minuse, sem, da jih ozaveščate, tiste bomo ozaveščali, te pa boste oplemenitili. Želim vam en krasen vikend. Moj teden bo vrhunski, blažen, ki ga čakam celo leto. To čakaš eno leto na to, da pride. Lansko leto sem bila prvič v šamanski šoli in je to res nek tak, ne znam vam povedati, prideš čist drugačen domov, prideš poln ljubezni in to ljubezen avtomatsko preneseš na svojo družino. Ko si ti miren, ko ti čutiš notranji mir, ga čutijo tudi oni. V vsakem primeru je pa to, da začneš sebe poslušati, da ne sledi samo drugim. Ampak dejte pa nekaj drugega, dejte zdaj na morju, uživati in biti srečni. Že v službi boste srečni. Čim več si dejte joya v svoje življenje. Smejte se, skozi se smejte, poskušajte se čim več smejati, pa čim manj gledate televizije, čim manj tisti, ki grdo pišejo, dejte jih stran, dejte tiste stran. Tisti imajo pa so ranljivi, nad zato. Ko boste enkrat šli na ayahuasko, jih boste razumeli, zakaj so ranljivi, tako kot jih razumem jaz. Tako kot jih vidim, ko so z mano, ko jih pol objamem in ko jih stisnem in jim rečem, da jih imam tudi jaz rada, da samo premalo ljubezni so dobili. Hvala za vse. Lep dan vam želim. Vse dobro. Čau. Hauš.